Špitali, če se obeta mrliška vežica, do zdaj še niso imeli, kdaj je predvidena ta naložba? Ja, v resnici je Špitalič eno od naselij, kjer si krajani že dlje časa prizadevajo in zelo želijo, da bi imeli urejeno mrliško vežico. In na današnji seji smo sprejeli odlok o ureditvi tega prostora v prvi obravnavi. Se pravi, na naslednji seji je predvideno dokončno sprejetje odloka o ureditvi tega prostora. V fazi pridobivanja zemljišča smo v tem trenutku, tako da je v letošnjem letu predvideno, da pridobimo zemljišče, eventualno odstranimo tisti objekt, ki je neuporaben v te namene, in pripravimo finančno konstrukcijo za izvedbo eventualno v naslednjem letu. Pokopališče oziroma ob grobovih? Ja, na drugo stran potoka Žičnica, na desnem bregu potoka Žičnica, v podaljšku tiste ceste, ki vodi do pokopališča oziroma do cerkve. Se pravi, približno 30-40 metrov stran od pokopališča. Kdo bo to financiral? Je to že jasno? Jasno je, da mi odločamo o občinskem proračunu. Širokopasovno omrežje dela potekajo po načrtu, celo nekaj nad načrtem, tako da je v tem trenutku praktično končano polaganje omrežja na območju Loč, Špitaliča, Kamne Gore. V tem trenutku je približno 90 kilometrov teh povezav že vgrajenih in potekajo še posamezni podboji, tam, kjer so kakšne gradbene ovire oziroma ceste, in pa tudi že vpihavanje optičnega kablov in pa montiranje spojk. V teh dneh oziroma takoj po prvomajskih praznikih pa se pričenja izgradnja tudi na območju Slovenskih Konjic in okolice. Tako da mi imamo kar rahle težave z zagotavljanjem finančnih sredstev, kajti ministrstvo oziroma državni proračun v tem trenutku ni sposoben slediti in ravno čakamo na termin, da se dogovorimo o eventualni sklenitvi aneksa pri dinamiki izvajanja del v skladu z trenutnimi finančnimi možnostmi. Javno komunalno podjetje je lani predelalo približno 280 tisoč evrov izgube, občina bo to pokrila, bo potreben kakšen balans ali imate ta denar že kje drugje zagotovljen? Ne, to je rezultat finančnega poslovanja v lanskem letu in v skladu s pogodbo je potrebno iz občinskega proračuna pokriti razliko med dejanskimi stroški in med prihodki javnega komunalnega podjetja. Je pa to logična posledica tega, kar se verjetno srečujejo velika večina občin po Sloveniji, kajti ob zamrznitvi cen komunalnih storitev in nenehnemu povečevanju stroškov je logično, da nastane izguba in pač gre iz proračuna denar občanov direktno v komunalnem podjetju, namesto da bi se stroški pokrivali tam, kjer dejansko nastajajo. Jaz pričakujem in upam, da se bo to razmerje spremenilo, kajti nevzdržno je pričakovati, da ob tem, da vsi skupaj plačujemo bistveno manj za komunalne storitve, kot ti stroški dejanski so. Potem pa je treba iz proračuna pokriti ta znesek in na koncu se pa vprašamo, zakaj nismo enega kilometra ceste nekje uredili. Ena izmed postav, kjer nenehno nastaja izguba, je tudi bazen. Pa me zanima, mogoče v viziji komunalnega podjetja na nek način tudi razmišljajo o tem, da bi celo ukinili to dejavnost? No, zadeva ni tako enostavna, kajti komunalno podjetje dejavnosti ne more ukiniti, ker je bazen v lasti lokalne skupnosti. Druga resnica pa je, da nihče oziroma nikjer takšen bazen ne pokrit, kjer se je odvisno od vremenskih razmer, ne posluje pozitivno. Pred 3 leti smo imeli že dokaj resne ponudnike, ki bi ta prostor, govorimo o bazenu v Slovenskih Konjicah, preuredili v en takšen center, ki bi dejansko nosil tudi dobiček, vendar je zaradi vsem znani finančne situacije na splošni stanju financ svetovnem, ne samo našem, je v tem trenutku zanimanje
za kakršnekoli drugačne ukrepe oziroma investicije praktično ga ni. In še vedno je potrebno imeti pred očmi tudi drugi vidik, da se pa predvsem mladi v poletnih mesecih pa le radi nahajajo na bazenu, da se osvežijo in seveda to ima svojo ceno. Letos bojazni, da bi bazen bil zaprt, ni, ne? Ne, bojazni, da bi bazen bil zaprt, sploh ni. Upravljavec je še vedno javno komunalno podjetje, kjer pa smo v pogovorih, da bi predvsem program v smislu animacije otrok pa okrepili malo in se tudi pogovarjamo z zasebnikom iz Celja, da bi nudil nekaj več, kot je bilo v preteklih letih. Tudi varstvo otrok, tudi delavnice za otroke, plavalne tečaje in podobno. Z Belovo, tam bazen bo letos? Bazen z Belovo je ena takšna zgodba, kjer se moramo še najprej usesti z krajevno skupnostjo, kajti formalno je krajevna skupnost Belovo lastnik tega prostora, tega objekta in težko bi zdaj v tem trenutku napovedal, kaj bomo pravzaprav se uspeli dogovoriti. Jaz se pa bojim, da se od lanskega leta, kar se tiče uporabnega dovoljenja in podobnih stvari, ni kaj dosti spremenilo. V zvezi z dvorcem Trebnik lahko povem samo to, da sem tudi sam zgrožen nad situacijo, kjer nam pravzaprav iz tedna v teden vidimo posledice tega gospodarjenja 15 let in stanje je takšno, kot je. Mi smo pravzaprav v tem trenutku storili, kar se je največ dalo. V lanskem letu smo pridobili zopet pravico razpolaganja s tem objektom, pridobili projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje za obnovo, pa vendar se je vsa stvar v tem trenutku ustavila na dejstvu, da je država že od lanskega oktobra nenehno odmika razpis, 6. razpis Sklada za razvoj regij in po zadnjih zagotovilih bo ta razpis oziroma objava dejansko zagledala luč sveta 11. maja. In resnično bom vesel, ko bo to res. To pa pomeni, bodimo realni, da v letošnjem letu ne bo možnosti črpanja finančnih sredstev, kajti vemo, celotna procedura se bo zavlekla in potem bo tukaj september, bo potrebno objaviti razpis za izbiro izvajalca in že bo tu zima. In tudi jasno so nam dali vedeti, da sredstev za črpanje v letu 2012 ni. Se pravi, ostaja nam upanje, da bo dvorec Trebnik kot celoten kompleks čim bolje prestal naslednjo zimo, potem pa upamo, da bomo res konec leta 2013 imeli novo streho. Mogoče to pogodba o sofinanciranju za čistilno napravo je v Ljubljani, kako kdaj jo pričakujete na občini? Ja, nekateri so se bali, da kljub odločbi o dodelitvi kohezijskih sredstev, ki je v resnici na ljubo je bila napisana, oziroma mi smo jo dobili 8. aprila lani, pa še vedno nimamo sofinancerske pogodbe v rokah. Imamo sklenjeno gradbeno pogodbo, gradbeno dovoljenje za gradnjo same čistilne naprave je tik pred tem, da zagleda luč sveta. In po zadnji informaciji je pogodba za dodelitev kohezijskih sredstev oziroma sofinancerska pogodba strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v fazi podpisa. Jaz pričakujem, da bo to čez nekaj dni, da jo bomo imeli v rokah.